Ja, danes, ko obeležujemo Svetovni dan voda, je prav, da se spomnimo oziroma mogoče kakšen večji poudarek damo tej naši vodi, ki vemo, da brez nje ni življenja, je vir vsega, in za to, da jo bomo imeli takšno, kot jo moramo imeti, se pravi zdravo in pitno in v zadostnih količinah, ne bo več samoumevno, da bo narava postorila vse, ampak bomo morali in moramo že sedaj marsikaj postoriti tudi sami z varovanjem in varčevanjem. To je kombinacija obojega skupaj, da bo naša prihodnost lahko še tako brezskrbna, kar se tiče zadostnih količin pitne vode in pa predvsem njene kvalitete. V občini Sevnica smo sicer dokaj, bom rekel, bogati z vodo, imamo vodonosnike, imamo globinske vrtine, vse skupaj na javnih vodovodnih sistemih 18 vodnih virov, od tega 9 globinskih vrtin, ostalo so površinski viri, drenažna zajetja in pa en vodnjak. Vsi ti vodni viri imajo seveda svoja zaledja, ki so bolj ali manj dostopna, mogoče tudi izpostavljena kakšnim potencialnim onesnaženjem, zato jih je potrebno varovati, ker voda, ki priteče na pipe, in mora biti zdravstveno ustrezna, mora ustrezati vsem normativom, zato da pač je primerna za uživanje in ni samoumevno, da je kot taka, ki priteče na pipi, da je tudi na samem viru, da bo vedno tudi takšna. Tako da občina Sevnica je tudi pristopila skupaj z ministrstvom pri izdelavi podlag za določitev vodovarstvenih pasov posameznih vodnih zajetij in pa črpališč podzemnih voda in pa površinskih, tako da tu za mano je vodno zajetje Dolnja pod Liso, eno od tistih zajetij drenažnih, izmed prvih, iz katerega se je samo mesto Sevnica napajalo, se pravi oskrbovalo s pitno vodo od 80 let naprej kot najpomembnejši vodni vir. Danes so te vodni viri tudi drugje, vrtine v Stilesih in vodnjaki zagotavljajo zdravo, neoporečno pitno vodo občanom mesta Sevnica. Potem so pa še druge vrtine po drugih področjih posameznih krajevnih skupnostih. Vse ti vodni viri, ki so in trenutno zagotavljajo vse potrebe po kvalitetni pitni vodi, tako gospodinjstvom kot gospodarstvu, vendar vemo, da smo priča klimatskim spremembam. Tudi to leto, v katerem smo, kaže na to, da zna biti zelo sušno, mila zima, ne preveč deževna jesen, bodo pustili posledice predvsem na površinskih vodnih virih, se pravi, da bomo veliko energije električne morali porabiti za to, da bomo vodo iz globin, iz vrtin zagotavljali oziroma pretočili v te vodohrane in potem do uporabnikov, kar seveda ob vseh višjih cenah energentov ne vpliva pozitivno. Tako da te spremembe se dogajajo, zato tudi v okviru kohezijskih sredstev namenjena evropska sredstva za povezavo vodovodnih sistemov med posameznimi vodnimi viri, zagotavljanje pitne vode tudi drugim višje ležečim naseljem, ki trenutno še nimajo javne vodooskrbe. Vse to je v teku, projekt hidravličnih izboljšav v občini Sevnica, tako da na področju vodooskrbe bomo morali res paziti na vodo, z njo mogoče malo drugače ravnati, kot smo do sedaj, ker sicer smo bogati z njo, vendar nivoji podtalnice padajo, to opažamo, imamo meritve in temu vsled bo potrebno res ne samo sprejemati ukrepe, ampak naše ravnanje in vedenje, predvsem pa ravnanje temu prilagoditi.